Lombok v Indoneziji je gostil 2 dirki svetovnega prvenstva v motokrosu. Tim Gajser 8 dirk pred koncem suvereno na vodilnem položaju razreda MXGP. Mladi Sven Cerjak je v finalu serije prvenstva Speedway Grand Prix 3 v Gorževu na Poljskem osvojil 5. mesto. Debrecen na Madžarskem je gostil kvalifikacijski dirki Evropskega prvenstva v Speedwayu za mlajše mladince. V finalu sta tekmovala Sven Cerjak in Tilen Bračko. Slovenski Speedway je nekoč na stadione privabljal množice ljudi. Kje je in kam gre Speedway v Sloveniji danes? Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu je minuli 2 dirki vozila v Aziji. V Lombok v Indonezijo ni prišlo veliko voznikov iz Evrope, kar je pomenilo, da štartne rampe niso bile tako polne. V okrnjeni konkurenci je Tim Gajser zadržal lepo prednost v skupnem seštevku razreda MXGP in se v Evropo vrača na vodilnem položaju z rdečo številko na motorju. Zahtevni vremenski pogoji s temperaturo zraka krepko čez 30 stopinj Celzija in visoko vlažnostjo so Evropejcem, nevajenim takšnih razmer, povzročali preglavice. Tudi zato smo videli kar nekaj napak, ki so tudi Gajserju odvzele nekaj točk, a vseeno je bil dovolj zbran in preudaren, da v primerjavi s tekmeci ni izgubljal, temveč pridobival. Prvenstvo je še vedno odprto in nič še ni odločeno. Jorge Prado za Gajserjem 8 dirk pred koncem sezone zaostaja 34 točk. Vztrajno pa se obema približuje vse boljši Jeffrey Herlings, sicer zmagovalec druge indonezijske preizkušnje pred Gajserjem. Prva je pripadla Pradu, slovenski motokros as pa je ostal tik pod zmagovalnim odrom na 4. mestu. Jan Pancar je vozil v okviru svojih zmožnosti. Dejstvo je, da se z lastno mikroekipo težko kosa s tovarniškimi giganti, vendar mu to ne jemlje poguma. 10. mesto v prvi in 11. na drugi dirki v Lomboku kažeta, da se je v premierni sezoni med svetovno motokros elito razreda MXGP dobro znašel ter znova lepo opozoril nase in bi si v bližnji prihodnosti resnično zaslužil priložnost v kakšnem od tovarniških moštev. Goržev na Poljskem je bil prizorišče letošnjega finala serije prvenstva Speedway Grand Prix 3 oziroma svetovnega prvenstva v Speedwayu za mlajše mladince od 12 do 16 let. Slovenijo je v njem zastopal Sven Cerjak, ki je brez dvoma pokazal, da se lahko izvrstno kosa z vrstniki z vsega sveta. Jaz sem celo kjerokoli mesto na stopničkah, samo da so pač stopničke, bi bilo perfektno. Želja se mu žal ni uresničila. Član AMD Krško je vozil brez strahu in se tekmecev ter težav, ki so ga spremljale, ni niti malo ustrašil. Imeli smo probleme z mašino, imeli smo probleme z nastavitvom, bili smo prvič na tej stezi, tako da... Ja, glede na to, koliko smo naredili, je to maksimum, kar se je sploh dalo. Brez strahu in samozavesten po dobrih rezultatih v preteklih preizkušnjah v tej sezoni je mladi Senovčan vozil brezkompromisno in se ni predajal. Maksimilijan Pavelčak, bil je zelo hiter, videl se je, da ni bil prvič na stezi. Ko sem jaz bil z njem iz štarta, sem mu še sledil. V prvi vožnji me je pač zbil zaradi gužve, sem padel. Na ovalu stadiona Edvard Jančarš je imel po 3 vožnjah 7 točk in napovedoval se je nov odmeven rezultat. Vožnost je šla v redu, vse do zadnje, kjer me je pač dvignal. Bil sem prvi, tam sem zgubil 1 točko, ki me je stala 3. mesta. V 5 vožnjah je vknjižil zmago in 4 druga mesta ter skupaj zbral 11 točk. 1 točka mi je sfalila, mala napaka in je šlo.
Naslova svetovnega prvaka se je veselil Poljak Maksimilijan Pavelčak, drugi je bil Avstralec Bo Bailey, tretji pa Britanec William Kearns. Zmagovalec in tretji uvrščeni redno vozita tudi na dirkah državnega prvenstva Slovenije. Tukaj smo jaz, Pavelčak, Kearns, smo tam, enkrat prehitim jaz njih, enkrat tam je mene, pač tak je šport. Tako da se jih ne obremenjujem, kako imam konkurenco. Naslednja preizkušnja slovenskega prvenstva mladih speedway upov na 250 kubičnih motorjih bo 28. julija v Liberecu na Češkem. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Speedway Oval v Debrecenu na Madžarskem je gostil kvalifikacije in nato finale Evropskega prvenstva v speedwayu za mlajše mladince od 12 do 16 let na 250 kubičnih motorjih. Skozi kvalifikacijski skupini sta se med 16-terico najboljših evropskih voznikov prebila Sven Cerjak in Tilen Bračko. Gregor Zorko pa ni bil uspešen. V finalu je Cerjak zasedel 7., Bračko pa je osvojil 15. mesto. Naslov evropskega prvaka si je privozil Poljak Maksimilijan Pavelčak. Zgodovina speedwaya in podobnih motošportnih dirk v Sloveniji sega v obdobje pred drugo svetovno vojno. Takrat je bil šport poimenovan dirt track oziroma umazana steza, po kateri so neustrašni vozniki na strojih brez prestav in zavor privijali ročico za plin. Razcvet speedwaya je sledil v 50-60 letih prejšnjega stoletja, ko so atraktivne dirke potekale v Kranju, Mariboru, Radgoni, Krškem in Ljubljani. Speedway je bil priljubljen šport med Slovenci, saj so bili vozniki zaradi svojega poguma gladiatorji na dveh kolesih. Najbolj zveneč slovenski speedwayist je bil Ludvik Starič, leteči Kranjec. Svoj pomemben del pa so prispevali Franci Novak, Štefan Kekec, Matej Milharčič, Janez Tomažič in številni drugi, ki so speedwayu dali svoje srce in dušo. Prvi državni prvak v samostojni Sloveniji je postal Gregor Pintar. Takrat je bil speedway na naših tleh bolj popularen kot danes. Speedway v Sloveniji stagnira, pa ne samo v Sloveniji, tudi vse okoliške države. Pri nas so organizatorji, v bistvu dva organizatorja sicer imamo že, ki imajo svoje steze. Ljubljanski klub je ostal brez steze. Žalosten dan za speedway v Sloveniji, sploh v Ljubljani, je bil ukinitev dirkaškega stadiona Ilirija v Zgornji Šiški. Simbolično in ironično, po skoraj do dneva natančno 57 letih, ko je 57-letni leteči Kranjec slovesno odprl novo progo za speedway v Ljubljani, se je ta zavedno poslovila od napeva. Speedway, Speedway v Ljubljani. Jaz osebno ne vidim, da je konec speedwaya v Avtomoto Touring klubu Ljubljana, kajti mi se bomo še naprej trudili, da imamo odlične voznike, da jim pomagamo, da smo del speedway zgodbe, nažalost pa ne več na stadionu v Zgornji Šiški. Speedway z zaprtjem Ljubljanskega ovala v Sloveniji še zdaleč ni zamrl. Najbolj strastni ljubitelji tega športa se v preostalih klubih na vse pretege trudijo ter noč in dan delajo za boljši jutri. Trenutno stanje je drugačno, a hkrati bolj dostopno kot pred 40 leti, pojasni veteran slovenskega dirkanja. Se spomnim na začetka moje kariere, da se je bilo prijavljeni 49 voznikov, nejne motori, stoječa javlja je bila še in smo se pač ta motor delili. Danes imajo pač možnost mladina dobiti takoj opremo motorje in se hitreje pridružiti ostalim konkurenti. V današnji informacijski dobi je v svoje vrste veliko težje zvabiti mlade fante, ki raje sedejo za računalnik kot na motor. V Krškem, kjer je glavna baza slovenskega speedwaya, jim to uspeva z odliko in je valilnica mladih obetavnih talentov.
Vidim, da v Krškem se zelo mladi razvijajo. Sven je zelo dober, Zorko je zelo dober. Tudi danes smo videli par mladih voznikov, 5 voznikov. Upam, da bojo zelo dobro delali, da bojo zelo dobro napredovali in da bomo dobili konkurenco. Prihodnost ni črna, vsekakor pa je teže, kot je bilo. Slovenija nažalost nima dirkača, ki bi bil redno del svetovne elite. Vrsto let je bil med elito motivator in vzor Matej Žagar. Sigurno je Matej veliko naredil, Žagar, za slovenski speedway. Pokazuje se je bil tudi en čas v Grand Prixu. Tako da ja, zelo dober je. Škoda, da letos nikjer ne pelje. Kar se tiče pa mladine, pa mislim, da nam je kar perspektiva. Imamo, se pravi, v Krškem imamo kar 2 zelo dobra voznika, Zorkota Gregorja in pa seveda Svena Cerjaka, tudi Tilen je zelo dober, že uveljavljen voznik, tako da ko bojo prešalite še te fanti na 500 kubikov, mislim, da se ni bati za mladina. Rezultati, ki so jih naredili slovenski vozniki, kar nas je v bistvu malo, so za mene izjemni. Od Mateja Farjana, Žagarja, tudi ostali vozniki so, ko smo peljali ekipne tekme, so dosegali izjemno dobre rezultate glede na število dirkačev, ki jih imamo v Sloveniji. Tudi v speedwayu Slovenci kljub majhnosti puščamo svoj pečat. Neomajan trud vseh vpletenih v ta šport pogumnih pa bo zagotovo pomagal k popularizaciji speedwaya na slovenskih ovalih. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. V nedeljo 21. julija bo dirkališče Pannonia Ring na Madžarskem v znamenju 4. dirke državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu.